Pozdravljeni! Mesec je spet naokrog in tukaj je z vami oddaja Aktualno na GFML. Prvi teden v maju je potekal projektni teden, pa si poglejmo kaj več o njem. Glavna tema projektnega tedna prvih letnikov je bila antika in renesansa. Obe omenjeni obdobji so dijaki skozi delo v projektnem tednu spoznavali skozi različne aspekte na več predmetnih področjih. Tako so spoznavali način življenja starih Rimljanov preko ogleda igranega dokumentarnega filma, deloma so življenje v Rimskem imperiju spoznavali tudi preko vsebin Kristusovega pasijona, ki so se ga dotaknili pri urah zgodovine, večji del le-teh pa je bil posvečen arheologiji. V goste so povabili dr. Komeleta, ki je področje arheologije predstavil dijakom. Pri geografiji so obdelali geografski potek ekskurzije v Rim in Pompeje, medpredmetno so se povezali pri predmetih slovenščine in likovne umetnosti. Lotili so se tudi renesančnega gledališča. Pri likovni umetnosti so spoznali razvoj in obliko le-tega, ga primerjali z antičnim in se lotili izdelave kulis za dramatizacijo. Slednjo so pripravili pri urah slovenščine in sicer na priljubljeno Shakespearjevo temo Romeja in Julije. Pri 4 različnih profesorjih so izdelali dramatizacijo posameznih prizorov, tako da je vsak oddelek na svoj način interpretiral zgodbo. Kulise so nastajale tako, da je skupina dijakov v vsakem oddelku naredila svoj del, dodala svoje ideje, a hkrati že upoštevala delo predhodne skupine. Projektni teden so v šoli končali z udeležbo na koncertu Glasba skozi čas, kjer so se v določenem delu koncerta ponovno srečevali z obdobjem renesanse. S tem pa projekt še ni bil zaključen, saj je dejanski zaključek in pika na i bila sama ekskurzija v Rim in Pompeje ter vzpon na Vezuv. Dijaki drugega letnika so se razdelili v 4 projektne skupine velike za en razred. Znotraj teh skupin so se delili še na 4, 8 do 9 članske ekipe. Vsaka ekipa se je 3 dni ukvarjala z enim samim projektom, ki so ga morali izpeljati od začetka do konca. Tako so 4 skupine sestavljale slovarje z različnih področji in raziskovale slovenščino v kombinaciji še s 3 tujimi jeziki. Naslednje 4 skupine so se ukvarjale z bolj umetniškimi projekti. Prvi so snemali parodijo na španske telenovele, drugi so pripravljali sodobno priredbo Krsta pri Savici, tretji so raziskovali umetnost združevanja fotografij in poezije, četrti pa so snemali kratke zabavne filmske prizore s področja vsakdanjega sporazumevanja. 4 ekipe tretje projektne skupine so pripravile literarno srečanje s pisateljico Karolino Kolmanič in pesnico Moniko Čuš. Njihova naloga je bila pripraviti vse tehnične podrobnosti za literarno srečanje ter ga v petek tudi izpeljati. Zadnja, 4. projektna skupina se je ukvarjala z raziskovalnimi problemi. Tako je prva ekipa napisala raziskovalno nalogo s področja domoznanstva, druga in tretja ekipa s področja nemščine, 4. ekipa pa je svoje projektno delo posvetila psihologiji. Zadnji dan projektnega tedna v petek smo si najprej ogledali predstavitve dela vseh projektnih ekip in treba je priznati, da so nas svojim trudom, izvirnostjo in zanosom presenetile prav vse. Po malici smo se ponovno dobili v Ljutomerskem kulturnem domu, tokrat na literarnem srečanju z že omenjenima avtoricama, ki je prijetno zaokrožilo celotedensko dogajanje. Dijaki 3. letnika so imeli naravoslovni projektni teden z naslovom Svetloba. Prvi dan projektnega tedna so imeli ekskurzijo v Salzburg in v Lebring. V preostalih dneh so dijaki izvajali predvsem raziskovalno in projektno delo. Pri fiziki so delali poskuse in opazovali razklon bele svetlobe na stekleni prizmi. Pri kemiji so snemali filme s kriminalistično vsebino. Dijaki so se za nekaj ur prelevili v forenzike in razrešili primer kriminalnega dejanja kar v šolskem laboratoriju. Pri biologiji so ugotavljali vpliv svetlobe na človeka, živali in rastline. Pri matematiki so raziskali ohlajanje napitkov iz kavnega avtomata. Najprej so merili temperaturo različnih napitkov med ohlajanjem,
nato pa so podatke modelirali. Iz dobljenega modela so na podlagi izračunov sklepali, kdaj ima napitek določeno temperaturo, kdaj se ohladi ter kdaj je njegova temperatura idealna, da ga popijemo. Na temo svetloba so se medpredmetno povezali tudi tuji jeziki, slovenščina in sociologija. V petek so bile skupinske predstavitve. Delo in ugotovitve posameznega predmeta je predstavila skupina dijakov. Nato je bil izveden še kviz, v katerem so tekmovali razredi. Vprašanja so bila postavljena iz celotnega projektnega tedna iz vseh področij. Zmagal je 3. E razred in se s svojim znanjem pridobil pice za celotni razred. Tako so naši CIA agenti z varno vožnjo pripeljali projektni teden poln svetlobe in sladkobe do konca. V petek 20. maja so se dijaki 4. letnikov po vsej Sloveniji udeležili maturantske parade in prav tako tudi naši 4. letniki. 5, 4, 3, 2, 1, naj se četvorka začne! 20. maja je že 10. zapovrstjo potekala vsakoletna maturantska parada, kjer je do danes skupaj zaplesalo že 161.680 maturantk in maturantov v 100 evropskih mestih iz 10 držav in si je od leta 2002 pripisalo že 6 naslovov Guinnessovih rekorderjev. Tako smo tudi v Ljutomeru maturanti odplesali svoj delež. Plesna šola Urška je izvala svoj lanski rekord. Do 11. ure se je registriralo skupaj 8.864 maturantk in maturantov, kar je 1880 več kot lani. Istočasno je z Ljutomerom tokrat plesalo 57 mest 9 držav. Slovencem so tako družbo na plesnem podiju delali še maturanti iz Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Slovaške, Madžarske in Češke, Romunije, Albanije, Cipra. Četvorka je bila v zgodovini rezervirana le za dvorjane. S prenosom na mestne ulice in trge smo ta elitni dvoranski ples približali ljudem, z združitvijo več četvork na različnih lokacijah pa priplesali največjo četvorko na svetu. Maturantska parada je darilo vsakoletni generaciji maturantov in tradicionalna postaja praznik plesa vseh sodelujočih mest. Z organiziranim plesom dosegamo zorno druženje, nadušenje in veliko veselje mladih ob zaključku njihovega srednješolskega izobraževanja. Vsako leto jih živo spodbuja vsaj 100.000 obiskovalcev v Sloveniji in prav toliko v ostalih sodelujočih državah. Letos je rekord sicer v senci svetlejše spodbude organizatorjev, ki so vse udeležence povabili k zdravi zabavi brez alkohola. Po maturantski četvorki je sledila tradicionalna predaja ključa. 4. letniki so tretjim simbolično predali svoje mesto, vendar pa se je bilo za to treba potruditi. Pripravljene so bile mnoge težke in celo malce hudobne naloge, kot je hoja po kolenih po asfaltu,
tekmovanje v jedenju peperonov in podobno. Ključ je na koncu dobil tretji V, ki mu drugo leto pripada čast priprave podobnih nalog za svoje naslednike. Vsako leto se dijaki naše gimnazije odpravijo na različne ekskurzije in letošnjega maja so potekale kar 3. V soboto 21. maja smo se dijaki 3. letnika Evropskega oddelka gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer odpravili na pravo evropsko pot. Ogledali smo si sedeže Evropske unije, Strasbourg, Luksemburg ter Bruselj. Po nočni vožnji smo prispeli v Strasbourg, kjer nas je pričakalo sončno nedeljsko jutro. Seveda smo si takoj ogledali stavbo Sveta Evrope ter Evropskega sodišča za človekove pravice, a nažalost le od zunanje strani, saj, kot smo se prepričali, v nedeljo ne dela niti Evropska unija. Pot nas je nadalje vodila skozi mesto, ogledali pa smo si tudi zgodovinski muzej Alzacije, nato pa smo se s trajektom popeljali na vožnjo po soncem obsijanim mestom skozi mestne kanale. Sledil je sprehod po mestu ter ogled mestnih znamenitosti, nato pa smo se odpravili proti našemu hostlu, kjer smo se namestili ter spočili, po večeri pa je sledila še nočna tura po mestu pod vodstvom gospoda Martina Leljaka. Naslednji dan se je prav tako začel zgodaj. Po zajtrku smo se odpravili na avtobus, se poslovili od Strasburga ter se odpeljali proti Luksemburgu. Po vožnji, ki smo jo izkoristili predvsem za spanje, smo naposled le prispeli v Luksemburg, kjer je najprej sledil hiter ogled mesta, nato pa smo še sami dobili priložnost za individualno raziskovanje oziroma nekaj prostega časa, zatem pa smo se odpravili na računsko sodišče, kjer sta nas sprejela dr. Marko Ilešič ter dr. Verica Trstenjak, slednja pa nam je zaupala tudi nekaj poučnih besed. Danes se več ne počutimo toliko omejeni samo na svojo državo, ampak je nekje, naspravim širše, neke vrste naša država, že Evropska unija, naša domovina pa ostaja Slovenija. Tako da je bila Ljutomerska gimnazija vedno tista, ki je nudila zelo dobre podlage za uspeh tistim, ki so iz nje izhajali. Po predavanju je sledil še ogled notranjih prostorov stavbe ter nekaterih pisarn, pozno popoldne pa smo se odpravili proti zadnji postaji naše evropske poti, Bruslju. Po namestitvi v hostlu ter večerji smo se odpravili na večerni ogled mestnih znamenitosti in si ogledali mestno jedro ter poskusili znamenite belgijske vaflje. Torkovo jutro se je začelo sončno ter urejeno, namreč odpravili smo se v Evropski parlament, kjer nam je sprejem pripravil gospod Milan Zver, nekdanji slovenski minister za šolstvo. Po sprejemu ter predavanju o Evropski uniji in njenih osnovnih značilnostih smo si ogledali še stavbo ter plenarno dvorano, kjer so nas svojim nastopom presenetili še eni slovenski gostje. Da srce zvisto, kako zdaj, ostalo bo, ostalo bo, ostalo bo, komaj. Da srce zvisto, kako zdaj, ostalo bo, komaj. Da srce zvisto, kako zdaj, ostalo bo, ostalo bo, ostalo bo, Pozneje smo si nabrali še nekaj propagandnega materiala v turističnem centru, nato pa smo imeli še nekaj časa, da se poslovimo od mesta ter se odpravimo proti domu. Popoldne smo se naposled le odpravili proti domu, prej pa smo še naredili postanek v znamenitem Waterlooju, kjer smo si ogledali polje, na katerem je Napoleon izgubil bitko, ter muzej, v katerem so le to prikazali. Preden smo odšli, pa je profesor Jernej Jakl za našo reportažo razkril še nekaj informacij. Vsi so tako zmantrani, zato ker ne trenirajo košarke. Če bi trenirali košarko, bi bili polni energije, dinamični in pa kondicijo. In osnovni problem današnjega šolstva je, da premali poudarek dajemo na to lepotico igre z oranžnim usnjem. In bodoče bomo spremenili, evropske oddelke ukinjamo, naslednje leto peljamo košarkaške oddelke. 24. aprila smo se dijaki drugih letnikov odpravili na ekskurzijo v Prago. Trajala je 3 dni, videli pa smo veliko zanimivega, kot so na primer Hračani, Karlov most, stare praške ulice in občudovali smo tudi prelepo reko Vltavo. V prostem času pa smo uživali v praških dobrotah in kakšnem kozarcu praškega piva.
Po poživanju na ekskurzijah pa so ta mesec potekala tudi razna tekmovanja. V ponedeljek 23. maja 2011 je na Srednji poklicni in tehniški šoli in gimnaziji Murska Sobota potekalo 45. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Na državnem tekmovanju so sodelovali tudi dijaki naše šole. Grega Konkolič je področju sociologije izdelal raziskovalno nalogo z naslovom Hip-hop subkultura v Prekmurju in dosegel zlato priznanje. Mentor dijaka je bil magister Jernej Jakelj. Gregor Marič je v svoji nalogi z naslovom Prekmurski kmečki dom na Markovskem predstavil spreminjanje kmečke arhitekture v 20. stoletju na delu Prekmurja imenovanega Markovsko. Naloga je bila nagrajena z zlatim priznanjem. Mentorja naloge sta bila Franc Šuš in dr. Miran Pucoja. Tjaša Legen in Rok Pangešič sta pod mentorstvom magistra Simona Uljana izdelala nalogo z naslovom Očala in UV žarki. Dosegla sta srebrno priznanje. Grega Konkolič in Gregor Marič sta skupaj z mentorji bila povabljena na slovesno razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev z odkini talenti, ki je potekalo v nedeljo 5. junija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Znanje tujih jezikov je prav gotovo zelo pomembno. Izmed številnih jezikov, ki jih dijakom ponuja naša šola, je seveda tudi nemščina. Na naši gimnaziji dijakom ponujamo nivojski pouk nemščine, se pravi učenje na osnovni in poudarjeni ravni in pa tudi obogateno učenje tujega jezika. V zadnja leta opažamo, da število dijakov, ki dosegajo izjemne dosežke na šolskem tekmovanju in tudi na državnem tekmovanju narašča. Tako je se letošnjega šolskega tekmovanja udeležilo 84 dijakov in 29 izmed njih je dobilo bronasta priznanja, 19, se pravi za kar en avtobus, pa se jih je udeležilo državnega tekmovanja v Mariboru. Torej, državno tekmovanje je potekalo februarja na Mariborski ekonomski gimnaziji. Bilo je sestavljeno iz 2 delov, tako vsakič. Prvi del je besedišče, slovnica, potem slovnične naloge, drugi del pa spis. Imeli smo 2 naslova, smo si lahko izbrali. Ja, dosežki so enostavno fantastični. Imamo 15 srebrnih priznanj in 4 zlata. In od teh 4 zlatih sta moja dijaka Sara in Jan tudi državna prvaka med 3. letniki. S sošolcem Janom Kojšlerjem so postala državna prvaka. Osvojila sva enomesečno bivanje v Nemčiji, 2 tedna preživljava pri družinah, 2 tedna pa potujeva po celoti Nemčiji. Podelitev zlatih priznanj je potekala na gimnaziji Ptuj, kjer smo bili tudi z našo kamero. Seveda pa so za uspehe dijakov na tekmovanjih zaslužni tudi njihovi mentorji, ki jih zmeraj podpirajo. Njegova naloga je, da odkrije talent, ga neguje, spodbuja, razvija in da dijakom pred državnim tekmovanjem naloži ogromno nalog, se usede z njimi in razlaga vse te pasti. Tukaj bi posebej pohvalila svoje sodelavke, kolegice, ki so pripravljale pridno svoje dijake na to tekmovanje, da so rezultati tako enkratni. In sicer profesorico Brigito Fras, profesorico Milojko Vavpotič, profesorico Liljano Kosič in profesorico Martino Vogrinec, pa seveda tudi mojo malenkost. V soboto 14. maja 2011 je v Ljubljani na Pedagoški fakulteti potekalo državno tekmovanje iz kemije. Letos se je šolskega tekmovanja udeležilo 170 dijakov vseh letnikov. Od tega jih je 27 doseglo dovolj veliko število točk in osvojilo bronasto Preglovo priznanje. 10 najuspešnejših dijakov pa je dobilo povabilo na državno tekmovanje. Tam so se naši dijaki odrezali zelo dobro. Najbolje Mitja Šadl in Žan Klaneček, ki sta med dijaki drugih letnikov dosegla 2. in 3. mesto in osvojila zlato Preglovo plaketo. Zoran Fijavš, Špela Gubič, Urška Elbl in Sara Brunec pa so osvojili srebrne Preglove plakete. Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke in veliko veselja ob kemiji tudi v prihodnje. Pod mentorstvom profesorja Berdena in profesorice Rožmarič Poštrak se je letos ustanovil ponovno tudi pevski zbor, ki je zelo uspešen.
6. maja je pevski zbor GFML sodeloval na že tradicionalni in letos jubilejni 10. mladinski kulturni prireditvi ob dnevu spominov in tovarištva na Petajncih v vrtu spominov in tovarištva. Letos je že drugič potekala pod naslovom Jambori spominov in dobrega sosedstva in je bila posvečena slovenski Istri. Gostja v njenem imenu je bila občina Piran, poleg njenega župana gospoda Petra Bosmana pa je bila častna gostja tudi ministrica Republike Slovenije za kulturo gospa Majda Širca. Šolski pevski zbor je odlično zapel 3 istrske in 1 rezijansko pesem, za katere sta priredbe prav za to prireditev zapisala zborovodja sama. Ubrano in dobro interpretacijo pevcev so še podkrepili spremljavo na inštrumente. Moja mati čuha kafe, samo si korje, moja mati čuha kafe, samo si korje, ma samo daje. Moja mama spet čuha kafe, i same rži, moja mama čuha kafe, i same rži, da cela bajta smrdi. Naši stareji pravijo tako, maje mi želja, naši stareji pravijo tako, maje mi želja, pa vseeno lepo. V preteklih dneh je potekal festival narečne književnosti Dialekta, kateremu se je pridružila tudi naša šola. V okviru festivala Dialekta so četrtek 26. maja ob 11:30 uri za našo gimnazijo nastopili besedno-glasbeni ustvarjalci Branko Pintarič, Roman Zupančič, Milena Ožbolt in Milan Vincetič. Milena Ožbolt je umetnica, ki je že od otroštva zapisana v ljudskem izročilu. Sama pravi, da lokalne govore in pripovedno izročilo čuti kot vtis življenja bolj ali manj davnih prednikov. V knjigi Andrejeva stopinja se zbrane njene pripovedi z Blok, Laškega potoka, Loške doline in okolice Cerkniškega jezera. Roman Zupančič ustvarja v dolenjskem narečju, je viden gost različnih literarnih in tudi glasbenih festivalov, na primer festival Etno Kostel, svoje pesmi pa tudi zapoje. Veliko pozornost namenja svoj matični zasedbi Zadnji taksi. O špegu, ti lažnivc, koga mi kažeš to barabo z mečkano kuškarneco, pa sej sem fantek še čez mejhen, strogari čez ramo, ki v dolini krave pase. O vaga, ti lažnivka, se ti je raztegel feder ali pokvaril ciferplec, pa sej sem lahek kuperješček. Vaga ti lažnivka, življenje je ena kuplerija, te razmetava ko barkačo staro po širnem morju sem trtjati. Zlomi jambore, raztrga jadra, pustite sredi oceana. Branko Pintarič ustvarja v prekmurskem narečju, piše ljubezensko in družbeno kritično poezijo, pa tudi pravljice. En moški v gostilno je prišel, en moški čistak sam. Za pijočo fun je prišel, s pijočo fun da šel. En moški pegej, en moški se smegej, njegova je najbriga od življenja on nema nika. En moški pršanki stogi, se menje se njime medi, se menje on se pita, razmi pa čistak nika. Milan Vincetič je že uveljavljeno ime slovenske književne scene in je za svoje delo prejel že številne nagrade, med drugim nagrado Prešernovega sklada. Med njegovimi pesniškimi zbirkami odmevajo Tanin, Lakmus, Divan, pripovedno prozo pa zaznamujejo naslovi, kot so Nebo nad Ženavljami, Talon ter Goreči sneg. Včasih pa ustvarja tudi prekmurščini, na primer delih Srebrni brejk in Vujšlu Mordže. Što od nas da šel odpred, če kak deš poklonska? Šteri vužgode po svet, či gli se trosi rovka.
Naj počaka kamini, ko se compra vreči, štera rani kak srci, ko ga daš gambeli. Drovna deca friškovka od gambela kradne senje, šteri mali je falot, si lejku strousi zvezde. Šteri stolpi ji na rep, šteri jo spod meče, ka ne de šla na kmični vrej po naše zlate senje. Včasih nam odprej srce, včasih pokaštiga, ka se stavijo skozi na linca in mantrnika. Štero ga ne pregoči, tisto ga zapela, ka se dekla previdi od vrovčuga betega. Festival je dijake zelo navdušil, saj so tudi sami pridružili ustvarjalcem v narečju s svojimi prispevki. Res je, da dialekta kot taka ponuja bogatstvo narečne ustvarjalnosti, s tem pa poudarja veličino naše lepe slovenščine, ki se je žal vse premalo zavedamo. Našo šolo sta v preteklem mesecu obiskala kar 2 nekdanja dijaka, zdaj pa že doktorja znanosti. Prvi je bil pri nas na obisku dr. Mele, ki dela kot arheolog. Jaz seveda sem kustos za prazgodovino v muzeju in muzealci, muzejsko delo je dostikrat povezano predvsem z arheološkimi najdbami, ki se nahajajo v muzejih, torej v depojih, z arheološkimi razstavami, z delom z obiskovalcem. Je pa tudi res, da poskušamo, seveda vsak arheolog komaj čaka, da lahko gre na teren in zato tudi poskušam izvajati manjše terenske preglede, tako imenovane v Klein-Kleinu, pri Groß-Kleinu v avstrijskem Štajerskem, kjer odkrivamo vedno znova eno zelo zanimivo arheološko najdišče starejše železne dobe in upamo mogoče v naslednjih letih tudi bomo izkopavali tudi to najdišče. Pri mojem delu obstajajo zelo različni zanimivi aspekti, bi lahko temu rekel, ker pravzaprav na eni strani je terensko delo, ki je vedno znova lahko razburljivo, ko v bistvu držiš v rokah stvar, ki je 2000, 2500 ali pa 10 000 let nihče ni videl, nihče ne pozna, torej neko novo odkritje. Po drugi strani pa tudi dostikrat pri samem raziskovalnem delu, v knjižnicah, v arhivih naletiš včasih na podatke, ki jih sploh nisi pričakoval, ki so potem res nekaj novega za samo stroko, za samo arheologijo kot znanost. Zakaj ste se pa odločili prav za študij arheologije? Verjetno najtežje vprašanje, ampak mislim, da je bilo ključno obisk enega arheološkega izkopavanja v mojem rodnem kraju, v Središču ob Dravi. Takrat smo v bistvu, še takrat, ko z osnovno šolec, sem sodeloval tudi pri arheološkem taboru, kjer sem v bistvu spoznal delo arheologa. Takrat je bilo to pravzaprav zelo eksotično. Kasneje se marsikateri od teh prvih vtisov v času študija razblinijo, ampak kljub temu je arheologija en pač taki predmet, ki zahteva eno določeno širino. Vse zajema od naravoslovja, družboslovja, torej od sociologije do čiste kemije, fizike, torej en zelo širok spekter znanj. In tukaj v gimnaziji mislim, da sem jih zelo dobro pridobil in tudi s pridom izkoristil dalje. Ali nam lahko poveste, kakšni spomini vas vežejo na gimnazijo? Ja, gimnazija v Ljutomeru takrat v bistvu bila dosti manjša, dosti drugačna. Bil je en prostor, kjer smo se vsi poznali in kjer je bilo pravzaprav vsakodnevno marsikaj se dogajalo. Meni osebno vedno bilo najlepši čas pravzaprav malce, takrat, ko smo bili svobodni in smo lahko šli lepo, smo se družili, tudi šli včasih malo bolj daleč stran od gimnazije, včasih bili sami v gimnaziji, tako da mislim, da so to toliko spominov, da je težko zdaj izbrati enega, ki bi ga res izpostavil. V kolikšni meri pa je po vašem mnenju gimnazija dobra odskočna deska za uspeh? Ja, gimnazija v Ljutomeru pravzaprav že samo po sebi, mislim, da to vse statistike potrjujejo, dosega vedno znova odlične rezultate. Meni osebno se mi zdi predvsem tukaj na gimnaziji všeč, da je v bistvu manjša, da to ni neki veliki center, da lahko v bistvu se dela dosti tudi na individualnih vsebinah, torej z posameznim dijakom. In meni se tudi zdi važno, da se tudi številne dejavnosti ob samem pouku dogajajo. V bistvu moram pa priznati, da v naših časih je bilo tega, mislim, da dosti manj, kot imate možnost danes.
Kaj bi svetovali nam mladim, ki trenutno gulimo gimnazijske klopi? Ja, konkretno, v bistvu se vse, koliko spremljam, ne, mladi, se kljub temu, da se z stališča svoje stroke še kar pogosto odločajo tudi za študij arheologije, kljub temu, da v bistvu v arheologiji imamo dosti težav zaradi pomanjkanja delovnih mest, je zelo specifična veda, zelo specifična stroka, ki pač zahteva tudi poseben način razmišljanja, torej moraš biti tudi oseba za to. Drugače pa seveda mladi v današnjih gimnazijah vemo, da so tehnične stroke v porastu, tako da v tej smeri ekonomistov imamo več kot dovolj, tako da poskušajte se naučiti tudi kaj konkretnega, kaj zanimivega, kaj novega. Dr. Pirherjeva je doktorirala iz mikrobiologije in je trenutno zaposlena na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Za 3. letnike je pripravila 1-urno predavanje. Jaz sem predstavila moje leto približno zadnjih 5 let in sicer 2 segmenta. Eno je to, kar smo se ukvarjali z študentsko ekipo za tekmovanje IGM iz sintezne biologije, kjer smo dosegli svetovno pač znane uspehe in precej dobro predstavili našo državo pa našo univerzo v svetu. Drugi del pa je raziskava v okviru mojega doktorata. Iz te teme sem tudi zagovarjala doktorat avgusta lani. Obiskovali ste pa tudi našo šolo, gimnazijo Ljutomer, in nas zanima, kaj spominjate. Vam je bila dobra podlaga morda za nadaljnji študij? Ja, koliko se spomnim, smo bili mi takrat, kar se uspeha na maturi tiče, mislim, da drugi najboljši Slovenije. No? Tako da super podlaga je gimnazija v Ljutomeru. Meni se zdi tudi zelo dobro zastopano, v bistvu dobro ravnotežje predmetov je pa znanja tako iz recimo naravoslovja, kot tudi iz jezikov pa družboslovja. Pa profesori so bili vedno zelo dobri, no? Mislim, da znajo dobro motivirati, no? Tudi vse druge obšolske dejavnosti, ki so na njih omogočili, so bile kar kvalitetne, no? Tako da vsekakor mislim, da imajo vsi dijaki gimnazije Ljutomer svetlo prihodnost. Zdaj, trenutno ste pa zaposleni na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Kaj poteka vaš delovni dan? Ja, moj delovni dan v bistvu ni čist tipičen 8-urni delovnik. Imamo recimo temu pomični delovni čas, tako da pridemo, kot pač trajajo poskusi, recimo včasih še pred 8 zjutraj, tudi ob 6 ali pa kaj takega, pa ostanemo tudi do pozno zvečer. Poskusi lahko trajajo tudi 3 dni. Ko se recimo, v tem času se recimo menjavamo po izmenah, včasih tudi čez vikend. Drugače pa imam približno polovico delovnega časa dela v laboratoriju, ostalo pa so razne analize tudi na računalnikih, pa delo študenti. Imate še za konec kaj za sporočiti našim dijakom in dijakinjam? Ja, učite se, no. Je kar koristno vseeno, kljub temu, da je mučno. Zraven tega pa ne pozabiti na vse tisto, kar je zabavno pa kar sproščeno. Pač možgani polni informacij tudi nič ne koristijo, če so zmučeni. To je bilo za danes vse. Vidimo se spet prihodnji mesec, ko boste lahko ponovno izvedeli vse novice z naše šole. Če pa ste slučajno oddajo zamudili, ne skrbite. Ponovno si lahko ogledate na naši spletni strani. Nasvidenje!